Evo, go through yourself, sfreudiziraj se, postani čuječen, gledaj v svoje nezavedno, v svoje simptome. To bil nek prevod tele majice, ki sem se jo pred kratkim nabavil. Dežmanu jo bi podaril Jožetu Dežmanu, ki simptomatsko v mojem videnju odkopava te kosti, povsem po nepotrebnem, zdaj po 80 letih drek mešati. To ne vodi nikamor. Po mojem videnju Dežman škodi desni politični sceni, da naslednjih 10 let desnica, kljub temu, da jaz volim zadnja leta, pa da podpiram to vlado, desnica zaradi takšnih, kot je Dežman, militantnih aktivistov, simptomatskih na neki točki ne more sestaviti operativne, močne koalicije desne vlade. Ta desnosredinska je trhla, tako rekoč zdaj manjšinska, in brskati po kosteh ali pa pol pretekli zgodovini, pa iskati neko resnico, ki je vselej subjektivna, to je politično motivirano dejanje. V smislu, da obstaja tam nekje nezavedno jedro, ki botruje nekemu početju. To početje pri Dežmanu je odkopavanje kosti, simptomatsko, v nezavednem jedru je pa nekaj motečega, nekaj, kar ga sili v to odkopavanje kosti, in to bom jaz poskušal danes malo predstaviti. Neke oporne točke sem si tukaj zapisal, predstavil, bom neko uvodno preambulo, v kateri moram povedati, da so kosti, se pravi kot neka neživa anorganska snov, pač mnogim zabelijo, začinijo duševnost, če motri kosti svojih prednikov, svojih sorodnikov, tistih, ki jih je imel rad. Že tistih, ki jih je imel rad. In to je etični egoizem. V filozofiji se bi temu simptomatičnemu, preokupiranemu koncentriranju na nekaj, kar niti živo ni. To bi se dalo povezati s tistim sebičnim nekim notranjim imperativom. Človek, ki pokopava umrle, to dela zaradi sebe, ker ne more trpeti te bolečine, da bi neko truplo, še posebej, če je njegov sorodnik, bilo nepokopano. In znamenje kulture, torej človeške kulture je, se pravi v tistem trenutku, ko so naši predniki, neandertalci, avstralopitki, kdorkoli že, ko so začeli pokopavati svoje sorodnike, so se dvignili nad živali. To pokopavanje umrlih je civilizacijski doprinos k nekemu, rekel, kultiviranemu življenju. Ampak to, kar mi počnemo zaradi mrtvih, počnemo zato, ker si mi olajšamo dušo. Torej, niso mrtvi tisti, ki nas bi z onostranstva prosili, dajte nas pokopati, ampak gre za to, da mi kot živi tako zelo trpimo, če so trupla nepokopana. O tem govori etični egoizem. Mi smo na neki točki sebični, egoistični in sebi kupujemo ugodje, sproščenost, umirjenost, ko darujemo revežu, ko pomagamo živalim. Če smo altruistični, pomagamo sočloveku, to pomagamo zato, da nehamo trpeti. Ne zato, ker nam telepatsko nekdo sugerira, da moramo nekaj početi. Mi počnemo zato, ker ne moramo prebaviti svoje pasivnosti.
Načeloma se tudi z mrtvimi ukvarjamo zato, ker nam psiha, čustva ne dajo miru in morajo biti mrtvi spoštljivo pokopani, četudi so naši sovražniki ali pa nekdo, ki ga nimamo radi. Ampak vojne razmere so pa druga zgodba. Zdajle, po 70-ih, 80-ih letih prekopavati neke kosti, pa če tudi po 50-ih letih. Tamle imamo mi neko pokopališče in Dežman je zvodkal, da je tam pod parkom, pod enim amfiteatrom, še 250 kosti, torej grobov, ki niso bili prenešeni na novo pokopališče v Gaberskem, in da bi on zdaj tam nekaj počel. Zdaj moram reči, da tudi moj tast, ki je umrl leta 72, je pokopan bil na tem prvotnem pokopališču in ni bil leta 74, ko se je to prestavilo po 2 letih, ni bil prenešen, torej njegove kosti, anorganski, tako rekoč odpadki, ali pa ta truga, v kateri je kot truplo ležal, ni bilo to prenešeno na novo pokopališče. Sorodniki so se to tako odločili takrat. In marsikdo, ali pa večina, mogoče 90% tistih, ki so imeli svojce pokopane na tem grobu, tamle gor v parku, sedanjem parku, 50 let je že ta park tam gor skoraj. Večina se jih ni odločila, da bo tiste kosti prekopavala in jih nosila v nove grobove v Gaberskem. Na te zadeve je treba gledati, torej da se gledati nečustveno. Nekateri to niso sposobni in so fiksirani na tiste kosti in okrog 1. novembra tam na gor v tistem parku kar enih 5-10 sveč še vedno gori, ker so tam neki ostanki te kosti. Nekdo ne more iz tega ven. Čustva ne uspe prekanalizirati z neko logiko. Zdaj to, kar dela pa Dežman, to je pa absurdno. On pa zdravi tako rekoč samega sebe. Zdaj da se mu legitimno teoretsko reči, da je latentni nekrofil, čeprav nekrofilija je bolj seksualna motnja, pri njemu ne gre za seksualno motnjo, ampak ta obsedenost s kostmi je povezana z njegovim, po mojem videnju, očetom pa stricom Tončkom, ki sta bila partizana. Zdaj, kolikor sem jaz teh intervjujev preposlušal, bi rekel, da sta verjetno tudi kaj pobijala, ker Dežman tako ne bi vedel, da je dosti enostavno ubiti človeka, ki ga ne gledaš v oči. Vse težje je likvidirati, če nekoga vidiš v oči. To vednost, kak stric Tonček prišepne na uho, ali pa lasten oče. Dežman je odkopaval samo domobranske kosti, pa neke nemške. Prav okupator je tam nekje tematiziral, podkopaval. Pol je pa prišel v spletu nekih okoliščin, v psihoanalizi bi se reklo, sekundarna elaboracija, ko so mu očitali, zakaj to počne, zakaj ga ne zanimajo vsi grobovi, potem je naknadno začel še tam se zanimati za partizanske grobove, ne samo za domobranske. Zdaj, rekel sem, da na ta način, s tem, ko to počne, škoduje desni ali pa obetajoči se desni vladi. Zdaj mogoče ne leta 2022, ko bodo volitve, ker takrat bo tale COVID verjetno pravil svoje in bo težko Janša sestavil novo vlado. Ali pa jo bo, ampak težje jo je sestaviti desnici novo vlado, če se drek meša z 80 let nazaj. Takrat so bili pač drugi časi, druge razmere, druga kultura, tudi pokopavanja ali pa poslavljanja se od mrtvih. Pred 80-imi, 70-imi leti je bilo to drugače, pa še vojne razmere so bile. Jaz pravim, da je manjše zlo tolerirati spodletel pogled na vse to, kar zdaj omenjam desnice, kot pa zdrsek ima
aktualna levica, od teh anarhistov, ki zdaj kolesarijo pa protestirajo, do feminizma in LGBT gibanja oziroma ideologije. Zdaj, Dežman je rekel, da so leta 1946 pomotili, kako že se streljili neko ameriško letalo in 5 pilotov je umrlih, ne, in eno truplo umrlega niso našli, 4 so pa našli. In so jih v skladu s tistimi normativi dali v ene kartonske škatle, niti ne v truge. Potem so Američani prišli in so hoteli ta trupla dobiti, ne, da jih bodo šli v Ameriko pokopati. Leta 1946, avgusta je bil ta avion sestreljen. Ne. Dežman je rekel, da so te titoistični, tako imenuje, pristopi nekih kolhoznih grobov pa pokopavanja oziroma poslavljanja se od mrtvih bili takrat takšni, da teh Američanov niti niso dali v truge, ampak v tiste škatle, ki so ostale od pomoči, ki so jih Američani nudili Jugoslovanom. Matali so tudi z avionom pakete v nekih škatlah. No, te škatle so dali pa ta truplja 4 pilotov, vse skupaj so pa povezali z neko telefonsko žico. In potem se Dežman zgraža, češ kakšna kultura pokopa je bila. Oziroma on niti tako ne govori, on samo žali titoistični sistem, kakšen odnos imel do umrlih. Hkrati pa pravi, da če Američani ne bi pošiljali hrane v teh škatljah, v katerih so potem zapakirali ta trupla 4, da bi Jugoslovani pomrli od lakote, to, ki je bilo po vojni, bedno živeti v Jugoslaviji. Govori pa o letu 1946. Škatle so pa še imeli od te pomoči Američanov. Če ne bi imeli, bi Jugoslovani pomrli od lakote, pa od bede, ki je bila takrat po vojni. In zdaj v isti sapi bi se pa lahko vprašal, če bi bil kaj razumen. Vprašal bi se pa namreč, če se ni dalo od bede, muke, lakote, vsega tega, kar je bilo po vojni, če se ni dalo niti živeti. Kako bomo pa potem mi kulturo pokopa imeli takšno, kot velja v današnjem času? Ok, v današnjem času se upepeli trupla, imamo krematorije, zdaj imamo žare, ni več trug pa kosti. V naši kulturi je pač tako. Drugje po svetu imajo še vedno truge pa trupla, razen v covid časih, recimo tudi Brazilija, Indija, Iran, Irak, mislim, da so ob mošejah tam na Bližnjem vzhodu lansko leto marca, aprila, delali grobnice, posekali so drevesa in so not zažigali, ker se ni dalo drugače, toliko je bilo smrtnih žrtev zaradi covida, pa teh nalezljivih ostalih bolezni. Se pravi, skopana jama pred mošejami, kjer so ljudje umirali, nažagano drevje in zažig. Ni se dalo drugače. In po vojni je bila kultura pokopa že samih partizanov, pa tudi med vojno takšna, da ne moramo motriti primerjati z današnjimi vatli. To se ne da, to je nesmiselno. Dežman se pa, ko svinja v buče, zaletava v tisto mantro pravica do groba. Vsak ima pravico do groba. Vsak ima pravico do spominjanja. Grob je pa zdaj to kulturni konstrukt neke civilizacije, ki je bil svoj čas tak, kakšen je bil na našem področju, v enih Himalaji, kjer je veliko snega, tam zamrznejo razna trupla. Kultura pokopa po različnih koncih sveta je različna. Nekje sežigajo trupla, tudi stari Grči so sežigali trupla. Egipt je mumificiral trupla pomembnih ljudi, faraonov. Takoj po vojni, po NOB-ju, po drugi svetovni vojni, je bila pa kultura pokopavanja in partizanov in okupatorjev
pa različna. Seveda okupatorje so še bolj zanemarljivo kot trupla obravnavali, so jih zakopavali verjetno, torej zagotovo, kot se ve, brez trug. Zdaj se v Sloveniji to vse odkopava, preostala Jugoslavija pa nima s tem problemov, ker tam ni nobenega Dežmana, ki bi sam sebe terapiral s temi odkopavanji, ne. Slovenci, ne da smo obsedeni s temi kostmi, 70-80 let starimi, ampak tudi neka sredstva, bajni denarci se vrtijo okrog teh odkopavanj pa preštevanj teh kosti, ne. Dežman toliko brca v temo, da ne vem, kje bi vse skupaj začel. Pravica do groba je nek fiksna ideja, fetišizirana ideja, v kateri se je ujel ta pacient, namesto da bi pustil stvari tako, kot so, ne, je šel zdaj kot nekrofil odkopavati te kosti, ne. To je idiotska logika, ne, ker ne vzdrži, ker je simptomatska. Tako kot so Kitajci na pobudo Mao Tse-tunga svoj čas se spravljali na vrabce. 15 milijonov vrabcev je bilo pobito v enem obdobju, ker je Mao Tse-tung pa tista politična srenja so rekli, ne, zdaj z vrabci je pa vse narobe in cela Kitajska je pobijala tiste vrabce. Tako kot cela, bi rekel, desna Slovenija išče pa kuje v zvezde na novo odkrite kosti. V svoj časih je bilo nekih 600 grobov ali pa grobič, morišč, ne vem, ko bi tem rekel, par let nazaj. Zdaj je pa ta specialist Dežman najdel toliko grobov in pravi, da je zdaj pa 750 grobišč, ne več 600, ampak 750. To zgleda, da na vsakem pokopališču svoj grob že dobi status grobišča. To je tako, kot če bi se nekdo spravil fetišizirati in vpeljati idiotsko logiko pri logiki zdravstvenih kartonov. Smrt, pa umor, pa grobišča, to so trdi označevalci, povojni poboji, trdi označevalci, zdravje otrok, trdi označevalec. Zdravje človeško, to je trdi označevalec, ki napada človeška srca, ne. In potem bi nekdo rekel, največja, ko bi rekel, napaka obstoječega režima, vlade, ne vem koga, oblasti je, da se zažigajo zdravstveni kartoni. Zdravstveni kartoni, to je pa sveta stvar, mi moramo zanamcem pustiti zdravstvene kartone, da bodo videli, kako so ljudje bili bolani pa obolevali svoj čas. In skazalo se bo, da je zdravstvena stroka delala napake, zato so zdravstveni kartoni neobhodno potrebni, tam nekje so pa našli cele kontejnerje zažganih zdravstvenih kartonov, veste, tisti zeleni, ne, in to zdaj vsi zažigajo, kakšna država pa smo, da zažigamo zdravstvene kartone. To pa ne bi smeli, treba je evidentirati, spraviti na mikrofilme, sfotokopirati in to vse proučevati, ker pa se lahko izkaže, da so določeni zdravniki napačno zdravili neke paciente, ki so prerano umrli in tem zdravnikom je treba soditi. Tako nebulozo lahko nekdo naštrika, ki je obremenjen, kot je Dežman. Sam je treba najti pravo tržno nišo, se pravi, ta pravo področje napadanja na čustva, zdravstveni kartoni bi mogoče to bili. Potem bi se fetišiziralo zažgane zdravstvene kartone. Ja, naši sosedje so dali vse na mikrofilme, mi pa ne. To je kriminal nad kriminalom. To tako psihotično logiko lahko nekdo razvije, ki se bo začel ukvarjati z zdravstvenimi kartoni naših prednikov. Dežman je po drugi strani tudi v popolni kontradikciji z neko krščansko ideologijo. S krščanstvom, namreč krščanstvo, saj imajo tisti križ,
tam na grobovih, ampak bistvo krščanstva je onostranstvo. Zdaj, ali so zdaj v grobih, ali so tam v nebesih, pa v peklu, tam nekje. Se pravi, so v onostranstvu. Ko zdaj tiste kosti še tam hraniš. Najbolj je bil Dežman zmeden, ko so mu Avstrijci servirali tam žare, tam nekih 250 žar so prpala iz Gradca in so izročili žare. 250 žar. Pa mislim, da tukaj ni bilo pohorskega bataljona. Namreč pohorski bataljon, ki ima tam neki spomenik, padim na pohorski bataljon, namreč je bil tam nekje likvidiran oziroma zakopan. Likvidirani so bili pač na Pohorju, ampak zakopani so pa bili ali v krematoriju, zažgani pa v Avstriji. Obstaja tam neki posmrtni, ostanki, žare, karkoli. Ampak Dežmanu se je mešalo, ker niso Avstrijci dali kosti, ampak so dali pepel. Jaz smo dole v delavskem domu rekel, kaj bi vi sami s sabo naredili, če bi se leta 45 ali pa celo vojno zažigalo trupla, ne pa pokopavalo, ampak zažigalo. Ko bi pol iskali zobovje, ki ni zgorelo, kaj bi pol delo? Od muke ne bi vedel, kaj bi, ker mešanje dreka je pri njem simptomatsko. Ne rešuje nezavedne probleme s svojo žlahto, določeni desničarji pa mislijo, da imajo od tega politične koristi, če premlevajo te kosti pa povojne poboje, ki so spremljajoči moment v vseh vojnah. Vse so obsojena vredni. Tisti, ki so bili likvidatorji, to niso imeli mirnega življenja. Tisti, ki so nekje pri Škofji Loki, Matjaž Rov, kaj že, pobijali otroke, so se vsi sami obesili, nekateri javno, da ne moreš s tem živeti. V naših krajih so bili tudi tam nekje zasavski likvidatorji, da sem se malo pozanimal, to se mi je mešali, so pobili, zapili, samomori. Likvidacije so obsojanja vredne, tudi koncept golega otoka. Jaz bi bil v prejšnjem režimu, če bi takole govoril kritično na Golem otoku. Vse to ni bilo prav. Ampak zdaj, tako kot Španija, ki ima 20 let moratorija od leta 80, ko se je lahko začelo odkopavati žrtve Franka, se pravi diktatorja Franka, toliko nedožnih žrtev je bilo pobitih in španski narod bi se pobil med sabo, če bi to tematizirali. In so upeljali moratorij 20 let molčečnosti. Dežman to ve, on pa še kar drek meša. Mi smo pa sprti na smrt. Leva vlada si dokazala, da ne more dostojno vladati, ker dela krivice desnim konzervativcem, v zvezde kuješ samo svoje tiste kulturnike, neke anarhiste, in oni kolesarijo. Desna vlada bi bila po mojem videnju boljša. Kljub vsej tej gnilosti kapitalizma je ta logika boljša od neke prosocialistične, ki jo ima recimo levica, pa mogoče leve stranke. Čas je za desno vlado. Prav je, da je desna vlada in to vlado jaz podpiram in tudi, če bo naslednja vlada desna, bom bolj, rekel, na nek način vesel, kot če bo leva vlada. Pa kljub temu, da če bo leva vlada, bi znal biti lojalen. Tako kotiram od desnice, od levice naj bo lojalna sedanji desno-sredinski vladi. Desno-sredinske vlade ali pa desne, trdne, močne koalicije ne moramo imeti, če se najdejo takli pacienti, kot je Dežman, ki drek mešajo po nepotrebno. To bi mogla desnica, ne da ga tolerira, pa ga kuje v zvezde, pa da dobi intervju pri Možini, ki je tudi, rekel, zelo začaran s tem domobranstvom, pa tudi mogoče upravičeno, tista Dolenjska je bila res malo čudna, veliko sadističnih, mogoče celo psihopatskih partizanov se je tam dol našli in Možina to tematizira in z velikim veseljem gosti pred volitvami Dežmana v svoji oddaji. In kaj se zgodi? Desnica ne sestavi vlade, ker nihče ne gre s takimi v koalicijo, ki ne spoštujejo, ne bom rekel tekovin revolucije, ampak polpretekle zgodovine. Mi rabimo desnico, ki bo
spoštovala identiteto naroda. 3/4 slovenskega naroda je za Tita, za Jugoslavijo bilo. Ni obsojala socializma. Revolucija ni grda stvar, se je pa izjalovila. Mi imamo desno konzervativno stranko, zato, da bomo imeli končno eno desno vlado, ker levica ne zna vladati. S takim Dežmanom, pa nezavedno jedro, zaradi katerega zavestno bluzi pa tečnari, mislim, sesuje, kontaminira družbo, tam pajdaši imajo pa še mislijo, da imajo politične koristi. Nimajo.